Preden začnemo, vas povabim, da se lahko usedemo, ker bo evangelij nekoliko daljši. Tisti, ki bi pa želeli videti dramske slike, se pa lahko zdaj mirno prestavite tudi na kakšen bolj primeren prostor, zato da boste videli. Iz svetega evangelija po Mateju. Tedaj je šel eden izmed 12 po imenu Juda Iškariot k velikim duhovnikom in rekel: Kaj mi hočete dati in vam ga izdam? Ti pa so mu plačali 30 srebrnikov. Odtlej je iskal priložnost, da bi ga izdal. Prvi dan opresnikov so prišli k Jezusu učenci in mu rekli: Kje hočeš, da ti pripravimo velikonočno jagnje? Dejal jim je: Pojdite v mesto k temu in mu recite: Učitelj pravi, moj čas je blizu, pri tebi bom obhajal veliko noč s svojimi učenci. In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili velikonočno jagnje. Ko se je zvečerilo, je sedel z 12 k mizi. Ko so jedli, je rekel: Resnično povem vam, eden izmed vas me bo izdal. Učenci so se silno užalostili in mu začeli drug za drugim govoriti: Sem morda jaz, Gospod? On pa je odgovoril: Tisti, ki je z menoj pomočil roko v skledo, me bo izdal. Sin človekov sicer odhaja, kakor je pisano o njem, toda gorje tistemu človeku, ki bo izdal sina človekovega. Bolje bi bilo za tega človeka, da se ne bi rodil. Juda, ki ga je nameraval izdati, je spregovoril: Učitelj, sem morda jaz? Dejal mu je: Ti si rekel. Medtem, ko so jedli, je Jezus vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite, jejte, to je moje telo. Nato je vzel kelih, se zahvalil in ga dal in rekel: Pijte iz njega vsi, to je namreč moja kri zaveze, ki se preliva za mnoge v odpuščanje grehov. A povem vam, odslej ne bom več pil od tega sadu vinske trte do tistega dne, ko bom z vami pil novega v kraljestvu svojega očeta. In ko so odpeli hvalnico, so odšli proti Oljski gori. Tedaj jim je Jezus rekel: Vi vsi se boste to noč pohujšali nad menoj, kajti pisano je: Udaril bom pastirja in razkropile se bodo ovce črede. Ko pa bom vstal, pojdem pred vami v Galilejo. Peter mu je odgovoril: Če se bodo vsi pohujšali nad teboj, se jaz ne bom nikdar pohujšal. Jezus mu je rekel: Resnično povem ti, to noč, preden bo petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. Peter mu je dejal: Tudi če bi bilo treba umreti s teboj, te nikakor ne bom zatajil. Tako so govorili tudi vsi drugi učenci. Tedaj je prišel Jezus z njimi na kraj, ki se imenuje Getsemani, in jim rekel: Sedite tukaj, medtem ko pojdem tja, da bom molil. S seboj je vzel Petra in oba Zebedejeva sinova. Začel se je žalostiti in drgetati. Tedaj jim je rekel: Moja duša je žalostna do smrti. Ostanite tukaj in bedite z menoj. In šel je malo naprej, padel na obraz in molil: Moj oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Nato je šel k učencem in videl, da spijo. Rekel je Petru: Tako torej, 1 uro niste mogli ostati budni z menoj. Ostanite budni in molite, da ne pridete v skušnjavo. Duh je sicer voljan, a meso je slabotno.
Spet je drugič šel in molil. Moj oče, če ta kelih ne more mimo, ne da ga pijem, naj se zgodi tvoja volja. Ko se je vrnil, je spet videl, da spijo, kajti njihove oči so bile težke. Pustil jih je, spet odšel in tretjič molil z istimi besedami. Nato je prišel k učencem in jim rekel: Še vedno spite in počivate. Glejte, približala se je ura in Sin človekov bo izdan v roke grešnikov. Vstanite, pojdimo. Glejte, tisti, ki me je izdal, se je približal. Medtem, ko je še govoril, je prišel Juda, eden izmed 12, in z njim velika množica z meči in kolji. Poslali so jo veliki duhovniki in starešine ljudstva. Izdajalec jim je dal znamenje in rekel: Tisti je, ki ga bom poljubil, njega primite. In takoj je stopil k Jezusu in rekel: Pozdravljen, učitelj! In ga poljubil. Jezus pa mu je rekel: Prijatelj, po kaj si prišel? Tedaj so pristopili, položili roke na Jezusa in ga prijeli. In glej, eden od Jezusovih spremljevalcev je iztegnil roko, potegnil svoj meč, udaril po služabniku velikega duhovnika in mu odsekal uho. Tedaj mu je Jezus rekel: Spravi meč na njegovo mesto, kajti vsi, ki primajo za meč, bodo z mečem pokončani. Ali misliš, da ne morem prositi svojega očeta in bi mi takoj dal na voljo več kot 12 legij angelov? Toda kako naj se potem izpolnijo pisma, da se mora tako zgoditi? Tisto uro je Jezus rekel množicam: Kakor nad razbojnika ste prišli z meči in koli, da bi me prijeli. Dan na dan sem sedel v templju in učil, pa me niste prijeli. Vse to pa se je zgodilo, da so se izpolnila pisma prerokov. Tedaj so ga vsi učenci zapustili in zbežali. Tisti pa, ki so Jezusa prijeli, so ga odvedli k velikemu duhovniku Kajfu, kjer so se zbrali pismouki in starešine. Peter pa je šel oddalec za njim do palače velikega duhovnika. Vstopil je in sedel med služabnike, da bi videl konec. Veliki duhovniki in ves veliki zbor so iskali krivo pričevanje zoper Jezusa, da bi ga usmrtili, vendar ga niso našli, čeprav je pristopilo veliko krivih prič. Nazadnje sta pristopila 2 in rekla: Ta je dejal, Božji tempelj lahko podrem in ga v 3 dneh spet zgradim. Tedaj je veliki duhovnik vstal in mu rekel: Ne boš nič odgovoril na to, kar ta 2 pričata proti tebi? Jezus pa je molčal. Veliki duhovnik mu je tedaj rekel: Protim te pri živem Bogu, da nam poveš, ali si ti Mesija, Božji sin? Jezus mu je dejal: Ti sam si rekel. Toda povem vam, poslej boste videli Sina človekovega sedeti na desnici vsemogočnega in priti na oblakih neba. Tedaj je veliki duhovnik pretrgal svoja oblačila in rekel: Bogokletje je izrekel, kaj nam je še treba prič? Glejte, zdaj ste slišali bogokletje, kaj se vam zdi? Oni pa so odvrnili: Smrt zasluži! Nato so mu vsi pljuvali v obraz in ga tolkli s pestmi. Drugi pa ga udarjali in govorili: Prerokuj nam, Mesija, kdo te je udaril? Peter pa je sedel zunaj na dvorišču. Neka dekla je stopila k njemu in rekla: Tudi ti si bil z Jezusom Galilejcem. On pa je priče vseh tajil in govoril: Ne vem, kaj praviš. Ko je hotel skozi vrata, ga je zagledala druga dekla in rekla tistim, ki so bili tam: Ta je bil z Jezusom Nazarečanom. Spet je tajil in sicer s prisego: Ne poznam tega človeka. Kmalu na to so tisti, ki so stali tam,
stopili k Petru in rekli: Zares, tudi ti si izmed njih, saj te tudi tvoja govorica izdaja. Tedaj se je začel zaklinjati in prisegati: Ne poznam tega človeka. In takoj je petelin zapel. Peter se je spomnil besede, ki mu jo je rekel Jezus: Preden bo petelin zapel, me boš 3-krat zatajil. In šel je ven in se bridko zjokal. Ko se je zdanilo, so vsi veliki duhovniki in starešine ljudstva sklenili, da bodo Jezusa usmrtili. Zvezanega so odpeljali in izročili upravitelju Pilatu. Ko je Juda, ki ga je izdal, videl, da so ga obsodili, se je skesal. Velikim duhovnikom in starešinam je prinesel nazaj 30 srebrnikov in rekel: Grešil sem, ker sem izdal nedolžno kri. Oni pa so rekli: Kaj nam mar, ti glej. Tedaj je vrgel srebrnike v tempelj, se oddaljil ter odšel in se obesil. Veliki duhovniki so pobrali srebrnike in dejali: Ne smemo jih dati v tempeljsko zakladnico, ker so cena krvi. Posvetovali so se in zanje kupili lončarjevo njivo za pokopališče tujcev. Zato se tista njiva do danes imenuje njiva krvi. Tedaj se je izpolnilo, kar je bilo rečeno po preroku Jeremiju. Pobrali so 30 srebrnikov, ceno ocenjenega, ki so ga ocenili Izraelovi sinovi, in so jih dali za lončarjevo njivo, kakor mi je naročil Gospod. Jezusa so postavili pred upravitelja in upravitelj ga je vprašal: Si ti judovski kralj? Jezus je odgovoril: Ti praviš. Ko so ga veliki duhovniki in starešine obtoževali, ni nič odgovoril. Tedaj mu je Pilat rekel: Ne slišiš, koliko pričajo zoper tebe? Toda niti na eno besedo mu ni odgovoril, tako da se je upravitelj zelo čudil. Ob prazniku pa je imel upravitelj navado, da izpusti ljudstvu enega jetnika, ki so ga hoteli. Takrat so imeli zloglasnega jetnika, ki mu je bilo ime Baraba. Ko so se torej zbrali, jim je Pilat rekel: Koga hočete, da vam izpustim? Baraba ali Jezusa, ki se imenuje Kristus? Vedel je namreč, da so ga izdali iz nevoščljivosti. Ko pa je sedel na sodnem stolu, mu je njegova žena poslala sporočilo: Nič ne imej s tem pravičnim, kajti nocoj sem v sanjah veliko trpela zaradi njega. Veliki duhovniki in starešine so pregovorili množico, naj zahtevajo Baraba, Jezusa pa dajo umoriti. Upravitelj jim je odgovoril: Koga od teh dveh hočete, da vam izpustim? Baraba, so rekli. Kaj naj torej storim z Jezusom, ki se imenuje Kristus? Jim je rekel Pilat. Vsi so dejali: Križa naj bo! Rekel jim je: Kaj je vendar hudega storil? Oni pa so še bolj kričali: Križa naj bo! Ko je Pilat videl, da nič ne pomaga, ampak da hrup čedalje bolj narašča, je vzel vodo, se vpričo množice umil roke in rekel: Nedolžen sem pri krvi tega človeka. Vi, glejte! Vse ljudstvo je odvrnilo: Njegova kri naj pride na nas in na naše otroke. Tedaj jim je izpustil Baraba, Jezusa pa dal bičati in ga izročil, da bi bil križan. Upraviteljevi vojaki so tedaj vzeli Jezusa s seboj v sodno hišo in zbrali okrog njega vso četo. Slekli so ga in ga gornili škrlatnim plaščem. Iz trnja so spletli krono in mu jo dali na glavo in trstiko v njegovo desnico. Poklekovali so pred njim, ga zasmehovali in govorili: Pozdravljen, judovski kralj! In pljuvali so vanj. Mu vzeli trstiko in ga z njo tepli po glavi. Ko so ga nehali zasmehovati, so mu slekli plašč, ga oblekli v njegova oblačila in odvedli, da bi ga križali. Ko so šli ven, so naleteli na moža iz Cirene, ki mu je bilo ime Simon. Prisilili so ga, da je nesel njegov križ.
Ko so prišli na kraj, ki se imenuje Golgota, kar pomeni kraj lovanje, so mu dali piti vina, pomešanega z žolčem. In poskusil je, a ni hotel piti. Ko so ga križali, so si žrebom razdelili njegova oblačila. Sedeli so in ga tam stražili. Nad njegovo glavo so dali napis o njegovi krivdi. To je Jezus, judovski kralj. Takrat sta bila skupaj z njim križana dva razbojnika, eden na desni in eden na levi. Mimoidoči so ga sramotili, zmajevali z glavami in govorili: Ti, ki podiraš tempelj in ga v 3 dneh postaviš, reši samega sebe, če si Božji sin, in stopi s križa. Podobno so ga zasmehovali tudi veliki duhovniki in pismouki in starešinami ter govorili: Druge je rešil, sebe pa ne more rešiti. Izraelov kralj je, naj stopi zdaj s križa in bomo verovali vanj. Zaupal je v Boga, naj ga zdaj reši, če ga ima rad, saj je rekel: Božji sin sem. Enako sta ga sramotila tudi razbojnika, ki sta bila z njim križana. Ob 6. uri pa se je po vsej zemlji stemnilo do 9. ure. Okrog 9. ure je Jezus zavpil z močnim glasom: Eli, Eli, lema sabaktani. To je: Moj Bog, zakaj si me zapustil? Ko so nekateri, ki so tam stari, to slišali, so govorili: Ta kliče Elija. Brž je stekel eden izmed njih, vzel gobo, jo napojil s kisom, nataknil na trstiko in mu dal piti. Drugi pa so govorili: Pusti, poglejmo, če ga pride Elija rešit. Jezus pa je spet zakričal z močnim glasom in izdihnil. In glej, zagrinjalo v templu se je pretrgalo na dvoje od vrha do tal. Zemlja se je stresla in skale so se razpočile. Grobovi so se odprli in veliko teles svetih, ki so zaspali, je vstalo. Po njegovem vstajenju so šli iz grobov in prišli v sveto mesto ter se prikazali mnogim. Ko so stotniki in ti, ki so z njim stražili Jezusa, začutili potres in videli, kar se je zgodilo, so se silno prestrašili in govorili: Resnično, ta je bil Božji sin. Bilo pa je tam mnogo žena, ki so gledale oddaleč. Od Galileje so spremljali Jezusa in mu stregle. Med njimi so bile Marija Magdalena in Marija, mati Jakobova in Jožefova, ter mati Zebedejevih sinov. Ko se je zvečerilo, je prišel bogat mož iz Arimateje, Jožef po imenu, ki je bil tudi sam Jezusov učenec. Stopil je k Pilatu in prosil za Jezusovo telo. Tedaj je Pilat ukazal, naj mu ga izročijo. Jožef je telo vzel, ga zavil v kos čistega platna in položil v svoj novi grob, ki ga je bil vsekal v skalo. K vhodu v grob je zavalil velik kamen in odšel. Bili sta tam Marija Magdalena in ona druga Marija in sta sedeli nasproti grobu. Drugi dan, to je po dnevu pripravljanja na praznik, so se veliki duhovniki in farizeji zbrali pri Pilatu in mu rekli: Gospod, spomnili smo se, da je tisti slepar, ko je bil še živ, rekel: Po 3 dneh bom vstal. Ukaži torej, naj grob zastražijo do 3. dne, da morda ne pridejo njegovi učenci, ga ukradejo in ljudstvu porečejo: Vstal je od mrtvih. In zadnja prevara bo hujša od prve. Pilat jim je rekel: Saj imate stražo, pojdite in zastražite, kakor veste. In oni so odšli, kamen zapečatili in grob zavarovali stražo.